In kot otrok in kot odrasel človek ne bom nikoli pozabil toplih rok Pavla Kornhauserja, doktorja, ki me je sprejel v zdravstveno institucijo v Stični, kjer smo bili srčni bolniki, mali srčni bolniki. In potem pozneje, ko je recimo doktor Cibic me prijel s svojimi rokami in mi stisnil prsni koš. Takole in rekel, vi ste pravzaprav dobro treniran športnik. Tako da moram reči, da zdravniki nas spremljajo skozi. In želim si tudi, da bi v nekih primerih zdravnik imel tisto možnost, da potem potegne moje veke navzdol in da se stvar konča. Je pa res, da bi morali zdravniki, jaz se zelo bojim tega, da bi postali žrtve kapitala in znanosti obenem. To je velika skušnjava in teh skušnjav imajo vsi zdravniki, mladi in stari, kar precej. Želim si, da ne bi podlegli, želim si, da bi bili dobro plačani, da bi naredili lestvico med sabo tudi to, kako so plačani in tako naprej. Ampak v resnici živimo v zlatem okolju zdravstvenem in smo vsi odvisni pravzaprav od zdravnikov. Stalno nas spremljajo, stalno so z nami, mi smo z njimi. Ta odnos upam, da se ne bo nikoli pokvaril in da po drugi strani pa mislim tudi, da prebivalstvo živi dovolj napačno. Zdravniki sicer educirajo, ampak izgubljamo bitko v šolstvu zaradi napačne prehrane in premalo gibanja in ravno tako med ljudmi. Mislim tudi, da je napačna doktrina, da nam morajo zdravniki vse pomagati in da so vse mogočni. Človek je po osnovi sedes morbi in ne more zdrav umreti. Tako da si želim, da bi zdravstvo ostalo tako, kot je, da se vsem pomaga, ampak da se educira in se od ljudi tudi zahteva odgovorno vedenje do lastnega življenja, do lastnega telesa in lastne duševnosti.